V sklopu naših obiskov turističnih destinacij pod naslovom Doživimo v Pomurju vas tokrat povabim v Dobrovnik in njegovo okolico. Kraj ob Bukovniškem potoku je opredeljen kot območje, kjer avtohtono živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi madžarščina. Najprej se pomudimo pri podjetju Ocean Orchids, ki je vodilni proizvajalec in tržnik orhidej v srednji in jugovzhodni Evropi. Njihova proizvodnja se razprostira na 40.000 kvadratnih metrih, kar jim omogoča letno pridelavo več kot 2 milijona cvetočih orhidej v lončkih. Z gojenjem tropskih orhidej rodu Phalaenopsis so pričeli leta 2005. Danes so z njimi prisotni ne samo na domačem trgu, marveč v več kot 10 državah Evrope, saj izvozijo na tuji trg več kot 80% vseh vzgojenih rastlin. V njihovi prodajalni dobite ob nakupu tudi vse potrebne nasvete o nadaljnji vzgoji in negovanju orhidej. Pravo vizualno doživetje ponuja njihov tropski vrt, kjer lahko daleč od avtentične divjine občudujete zraven veliko vrst orhidej, zanimive tropske in subtropske rastline, kot so avokado, papaja, mango, ingver, pa številne vzpenjalke ter živo pisane flamingovce. Za počitek med ogledi in okrepčilo vam je na voljo zunanji tropski bar pod senčniki, otrokom pa zunanja igrala. V Ocean Orchids se čas ustavi, kajti pri njih je zmeraj poletje, ki ponuja nepozaben sprehod med več kot 400 različnimi rastlinskimi vrstami. Tokratna zgodba se nadaljuje z obiskom gostilne pri Lujzi, ki se nahaja v Dobrovniku ob glavni cesti v bližini Bukovniškega jezera. Kulinarična razvajanja so del njihove pestre ponudbe, kajti na njihovih krožnikih, bodisi v zimskem ali letnem vrtu, boste deležni avtohtonih prekmurskih jedi, kot so bograč s perecom, zabeljeni dödoli, juha z jurčki in ajdovo kašo, prekmurska gibanica, retaši z različnimi nadevi. Izberite domače okuse, ki jih požlahnite z njihovimi izvrstnimi vrhunskimi vini. Številni obiskovalci se najprej napotijo na ogled njihove vinoteke in sodobne vinske kleti, v kateri ponujajo degustacije. Za večje skupine in zaključene družbe je na voljo vinska dvorana za 60 oseb, kjer vam postrežejo s kosilom ali večerjo. Pri njih je vino postala umetnina na različnih ravneh. Eno od teh spoznanj iz tega odnosa je, da je vino del človekove kulture in tako pri njih lahko to podoživite ob vinski fontani s ponudbo 6 sort njihovih vin, ki so del celostne zgodbe njihovega vinogradništva in vinarstva v Dobrovniških goricah. Za nameček si lahko pri njih izposodite kolo in jo mahnete na kakšen potep v okolico. Velja se ustaviti v rokodelski hiši Panart in na kmetiji Car, kamor vas vabim v nadaljevanju. V lično urejeni hiški si lahko ogledate in kupite izdelke tamkajšnjih mojstric in mojstrov, se udeležite raznovrstnih delavnic, ki jih izvajajo, ter doživite še marsikaj. Med drugim vam pokažejo, kako se slika na glazuro keramičnih izdelkov na osnovi ljudskega rokodelskega izročila. Na osnovi le-tega ustvarjajo nove uporabne in okrasne predmete, ki jih izdelujejo iz naravnih materialov. Vsak izdelek je tako unikaten, ker se za malenkost razlikuje od drugih. Pri njih se duh preteklosti rokuje s sedanjostjo. In pri njih lahko degustirate tudi bučno olje, ki je dopolnilna dejavnost kmetije Car in ga prodajajo na tem mestu. Dežela ob Muri je znana po izredni kvaliteti bučnega olja in njihovo domače, jedilno, nerafinirano bučno olje naročajo in kupujejo številni, ki z njim dopolnjujejo svoje jedilnike. Za njim stoji zlata medalja na mednarodnem ocenjevanju Alpe Adrie v Varaždinu, še bolj pa izbrana aroma in okus, ki vas bo prepričal za nakup. Ko sem vas uvodoma povabil v Dobrovnik in del Prekmurja, ker živi na tem prostoru složno in v sožitju slovenski živelj in prebivalci madžarske narodne skupnosti, potem velja omeniti še park prijateljstva na območju slovensko-madžarske zelene meje, ki je idealna točka za počitek. Pridite v Dobrovnik na predstavljene lokacije, kjer boste razvali vaša čutila ter spoznali še en zanimiv košček dežele ob Muri.